šele zdaj deliva. Tukaj se zdaj... Dokler ne snema. Ja, sej. A zdaj snema? Zdaj snema. Stari, zdaj mudo, veš, koliko resnic. Rešili smo svet. Ja, Ali liha razdelil, kako bi se lahko palestinska in izraelska kriza razrešila. In bi bilo posnet, zdaj pa ni. Sej tudi eno dekle ugotovilo, kako bi bilo lahko na tem svetu lepše. In to lepa, enega četrtka. Enega lepo četrtka. Ki danes to ni. Četrtek namreč. Ne. Ja, bi bilo pa lepo, če bi bil ta dan. Ta palestinsko krizo smo že v sredo rešili. Tako da ne, je pol... Čist logično nadaljevanje je, da v četrtek svet rešiš. Ne? Valjda. Tako, če se že kaj lotaš. Bog je sicer to do sobote rabu, da je... Ne, ampak smo videli... Ker je zabušava, mislim, nenuhar hudičev. Mislim, le rabaš cel svet, cel teden. Hec je bil, no. Ja, ne, eni ljudje ne poznajo heca z teh stvari, veš? Se to vem. Se upravičujem, ni bilo tako mišljeno. To je... Bog seveda ni bil lenuhar. Čeprav, mislim, je bil pa malo površen, ne? Mislim, v enem tednu pa tudi nam... Kdo v enem tednu ti kaj naredi, no? Tako te vprašam. Kjer majster ti naredi kaj v enem tednu? A mu verjel, da je dober narejen, če v enem tednu nekaj naredi? Že če ti telefon dvigne, kar že kar hudega majstra. Pa da pridete takrat, ko so zmenjene. Čakaj, zdaj ga pa že precenjuješ. Sej Bog mi da. Ne. Ja, ne, sej Božje delo si pri dnevniku gledajte, tako da pa sami precenite, koliko je možakar uspešen ali ne. Ja, mislim, gledam to malo. Možakar ali karkoli pa že, nekaj verjetno je on izven njega dojemanja, tako kot je tale naš ptič Pika 2, ne? Ja, tam nekje je v bistvu, ja. Čeprav, ko smo bili pri Bogu danes, smo bili zdaj na enem pogrebu, pa sem slišal eno res modro misel, ne. Ja? Deli. Je rekel, ne, da če ne grešiš, ne, je Jezus umrl za manj, ne. Veš, ko on je umrl za naše grehe, ne. Dobra. A pa to je en kakšen z njihove... Ja, nisem ga pa vprašala, ker to je bilo res za najnim hrbtom, se je to dogajalo. Se je to dogajalo, pa res imenitno. Imenitno, res je. In to je bilo med tem, ko smo ga pokopavali, gospoda. Slava mu. A ja, ni bilo to v mikrofon? Ne. Nažalost ne. To je bilo tako medklici, pač, da jaz... Ampak lepo ga je. Medklici iz publike, izletijo je. Zelo tih je bilo sam mih, okoli smo slišali. Na ta pravem koncu smo bila. Ja, dobro, všeč mi je, to si moram dati nekam. Ja, ta si zapomnite. Tako da vsakič, ko grešite, veste, da ni za manj. Tako spoštujete Kristusa. Ja, valjda. Ne mu poštujete, respekt mu date. Ne? A veš, koga spoštuješ, jaz mislim? Tle je ta catch-22, zakaj so vojne tako kul. Ker, a veš, grešiš in spoštuješ Kristusa. Dobar, ampak, a veš, jaz sem mislil bolj drugi grehi. Ne? Jaz tudi, ampak... Kakšne bolj sladke za jaz bi kaj drugega, a veš. Ne bi napadil. Seveda. Avstrije, ne, zaradi tega, da bi pač... Kaj pa Mačarsko? Čak, Mačarsko? Da bi počasto spomin na Jezusa, ne. Ja. Mislim pa tudi ne, tudi za to. Ful je boljših tudi v njegovem imenu. Ful je boljših načinov grešitev v njegovem imenu. Grehov imaš ful, ne, mislim, pust vojna primer. To je res, če grešite unete bolj načine, ne z vojnem. Teta fajn, make love, not war. To. Mislim se, kaj pa je sploh greh pol, ne? Se ima verjetno definicije. 7 je to v njih ta hudih, pa imaš pa verjetno pod kategorijo, ne? Imaš ti so ta glavni. Ja, sigurno imaš, ne? Pa imaš od spodi 1, 2, 3, 4, 5, ne? Subkategoris. To je H1, ti so pa H2, H3. Do prejčera še mi je bil tudi gej biti greh, ne? Se je še smer, ne? Ja, odvisen kjer, ne spet. Papa še rekel, da se zdaj da je kul, se hvala Bogu, ne? Pa je to zdaj v redu. Itak. Se pravi, 2024 sred smo rabili. Čeprav nekateri pa v imeru katoliške vere še zmer preganjajo. Nekatere druge. Ja. Mislim, in tudi geje. Ja, tudi, ja. Tudi, če je papež rekel.
Ni on ta glavni. Denominacija. Ja, a ni on, pizda, on je direkten veza. On je, pizda, ima javko. A on ima rdeč telefon, na mist, koliko so ga imeli. Jaz bi CB. A ima telefon, jaz bi CB. Ja, ne, zmeraj so imeli za krize, so imeli rdeče telefone na mist. To veš, itak, je bil direktna linija. Ja, ampak veš, on ima, mogoče ima CB vleče. Ja, to v nebesa vleče. Nebesa, imaš CB. Breaker. This is band. Svet Peter tle. Tukaj papež, kdo je tam? Svet Peter, kje pa je Bog? Spet je na žurki. Nekdo je tam, Ja, ne, a veš, tako kot rekel Svet Peter, a veš. Svet Vale, če ima vrata čez, mora imeti tudi telefon. Mislim, ne, ampak da moraš vprašati, kdo je tam. Ja, bi bil kdo pisal. To je, kako on videl, vidi Milan. A veš. Loše smo počeli, če mora Bog vprašati, kdo je tam pisal. Ne, jaz mislim, da papež vpraša. Papež vpraša. Jaz mislim, da papež kliče gor, pa Bog vpraša, kdo je tam. No, se mogoče tudi. Lej, ne vem. A misliš, pa si pa papež mišel, da spet me preverja. Ja, to je pa ta preverja verje. Ja, veš, če bi papež rekel, vse veš, kdo je tam, bi takoj strelca, bam, dol. Ja. Ja, lej, mogoče, če bi še kdo drug, ki je številko stavko ali kaj. Od Boga? Ja. Mislim, da bi rabilo. No, pa se po mojem, da te guruji, ki se samo oglaševanje... Da imajo cifre. Te se je svelkali, da jo imajo, ne pa so samo napisali noter v telefona. Le mogoče pa imajo, ne dvomi v guruja. Mislim, ne vem. Sprašujem se. Od kakšnega najbrž ne bi dvomom. Se mi zdi, da je na pari pa takih, ki bi šel malo po dvomu v vajne. So dvomljivega slovesa. Tako, že da se samo okličeš za gurja, bi ti mogel, ne. Mislim, mega šprica, ne. A imamo kakšen test, ne, če si čist gladk. Lakmusov papira, kaj? Za guru je. Ne, to da preverimo, da je guru dihta ali guru ni dihta. Veš, mislim, da je po mojem. Imamo en lakmusov papir in se imenujejo evri, dolari. Če tisto red jemlje, pol verjetno ni božji človek. Je pa uspešen guru. Glede na to, da tudi ne v te... Kjer je v njihovi korporaciji, kjer to dela, je tudi radi jemljajo evre, dolare. Sej zato je treba zelo dvomiti. Kar se če popolnoma strinjamo. Mislim, da dvom tudi, da je za svojo besedo razen to, da zvina z vode vim delo, to malo dvomam. Čekaj, kjer je bil on, ki je bil ta Asiški, ne? On je bil precej... Meni, da samo on je imel tako, kar divje. On po mojem nije imel narano. No, eni so zihar bili taki, ki so imeli to... Eni se pa bolj, kako bi rekel, verjetno. V boštvu, kako se temu reče. Ja. Bolj liberalni v teh nazorih. V toku s časom, hočeš se. Ja, tako. Ja, ne, se jih je kar najdel. No, se pravim, ampak več, ko hoče tega lakmusovega papirja, bolj zihar je narobe. Lahko postaviš lakmusov papir veri, veš, to je vera. Ti moraš to verjeti. Ja. To niso tukaj... Ni prostora za dvom. Ni prostora za dvom. Tako, ti moraš verjeti. Ni prostora. Ne. Ja, sej, veš kako nam že Štoparski, ne, mislim, da v prvi knjigi, ne? Ja. A veš, je... Ne? Brez vere mene ni. Ne? Ja, v bistvu. Tako, Kaj je pač z Babilonko je dokazal. Kar je v bistvu res. Ja. In potem je še dokazal, da je črno-belo in ga je povozilo na prvi zebri. Bravo. Lepo. Publika, cel stadion je zdaj. Stoječe ovacije. Publika, ta lasa, imamo jo. Top. Ampak mi nismo pri prvi knjigi, ne? Smo pri 6. Ne, jaz bi še nekaj rad povedal, dokler je še ideja sveža. Namreč gre za idejo 1300, koliko je bila? 27 ali 67, na tam nekje. Dik se bo zihar spomnil. Bili smo, preden smo začeli snemati v družbi sodelavcev, ker je en od sodelavcev praznoval poroko. In sam še to jaz bi rekel, in jaz sem tudi ugotovil, da sem mal star, ker so
letnik 91. Ja, ker so ugotovili, da so certifikati, da so starši dobili certifikati in potem so kupili sedežo. Ja, no. Jaz sem gotovo, da on, mislim, to njim... Okay, jaz sem povedal svojo zgodbo, da sem pač prodal certifikate in smo šli v gostilno. Ja. Mislim, takrat smo jim rekli bar ali pa, ampak le, nima veze. Dobro vložen denar. Ja. Tekoče valute. Prišla je debata na cene poročnih tort, pa sem ugotovil, da bi bilo res dobro imeti tudi za pogreb torto. Ampak tako posebno, ne, da imaš tako torto v obliki, recimo, če si fan AC/DC, da imaš torto v obliki odra od AC/DC z vsem, zvočniki ob stran so pa ta pravi, sicer ta mali, ne, ampak dejansko dela in pa še, Angus Young igra solo, kam imaš tudi odr za Angus Young solo, ne, ta malo, ne. Iztrčiš ven? Ne. Tist, ki je pa umrl, je pa na basu ali pa nekje, pač kjer hoče biti, ne, ali pa sam na odru, lahko pa tudi, da nima veze. Pomoč pa ne, še rakete imaš, tako kot pa AC/DC, kaj je top rakete in še iz zvočnikov ob stran na torti ti igra Highway to Hell. Mislim, če bi človek, ki je cel življenje poslušal AC/DC, bi si to želel. To bi bilo duše. Sigurno. Mislim, jaz bi si želel že kaj prej mogoče, ampak... Mislim, ker če to za njega delaš, je malo on to zamudi, nažalost. Ne? Ta moment je, veš, ker za njega delaš, njemu je bilo to cool, ne? Sam, a veš, če si človek to zaželi na pogrebu, pol hoče, da je pogreb res dober žur. Ja, se strinjam. In to je v bistvu mehanizem, s katerim si ti kot, tudi če si umrl. Ne, kdo si ti, ki bi pokojniku to zavrnil? Imaš garancijo, s torto z zvočniki imaš garancijo, da bo žur res dober. Ne? Ja. A veš, ne. Mislim, tukaj lahko, če je kdo ljubitelj Tanje Žagar, pač lahko si tudi Tanje Žagar na gor. Ima odr Tanje Žagar, mogoče pač... Stairway to Heaven, tudi kam s to majt, kot si ti rekel, ne, mogoče bolj primerna ali pa... I did my way, mislim, najbolj predvajan pogrebni komad. Imamo ga. V Ameriki sicer, ampak po mojem... Pa smo rekli, ne, pa Nothing Else Matters. Nothing Else Matters. Odlično. Mislim, imamo tukaj, mislim, pa verjetno bi se to lahko, ker lahko to povete na naš Discordu. Ja. Kakšen komad bi imeli vi na pogrebni torti? In za zmeri odpotoval. Evo, vidiš, imamo za vsega neki. Poleta. To pa je res lep komad. Kaj če bomo imeli za komad tedna? Zmenjeno. To je pa res lep komad od Čukov. Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokeljnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Res? Po mojem, nekaj najlepših. Sploh ne moram reči en lepših, ker drugih lepših se ne zvočnik na pločnik, če že rabaš spet. Če rabaš, če bi bili video, bi zdaj videli, tisti, ki smo prej govorili, neki so stigmate, neki je pa kapeli v krvavizu 6. Vedel sem, da je en komad, ki ga res nočem, zdaj si dobiti v glavo. Sam nisem vedel, kjer je, zdaj pa vem, tako da shit. Skratka, dajte predlagati, kjer je vaš komad za pogreb. Predlagajte svoj pogrebno-tortni komad na Discordu, opravicujem.se, poševnica Distort. Še imamo še kaj, ali gremo v epizodo? V soboto je bilo dobro na dnevu Brisače. Ja, super. Malo smo se podružili. Malo smo tavali. Malo smo se podružili. Brisačko smo imeli. Malo je bilo mi smo imeli od Rolada Tie-Dye brisačke, poglejte na Instagramu, ful so hude. Pa če odšli na Kanarce, lahko še majčke kupite. Sicer pa tudi pošiljate. Brisače res izgledajo, da so vitaminska bomba. Če se žvečeš, mega štoparska. Taka ta prava. Tako, kot se zagre. Po mojem forti je bil tako dober, stari. Smuti. Brisača smuti, bi se lahko imenovala. Kad te prime, da bi malo pocuzil. Zdaj se pa malo zmatram, bo pa malo. Da bi malo prijel v ugal in začel...
cuzati. Dober, skratka dober. No. Dober. Ampak tudi, če kaj poliješ, se ne vidi. Ja, dobro, To je res. Sicer pangalaktičnih se ne poliva. Zato, mislim, če se začajem, to se zgodi. Se mizica maje, pivo, pangalaktični pade in pade na brisačo, ki je tam zraven. Ali pobrišeš in potem lahko cuzaš. Hvala, Jinx. Kva se nisem tega spomnil, ko sem pil pizda. To bilo dobro, da bi malo namočil za naslednji dan. Skozi eno brisačko samo nozo tu na to malo. Se to je zaskrbljujoče, da se jaz prvo stvar spomnil, da bi imel za naslednji dan. Ampak dobro. Zaskrbljujoče je, da še zdaj v tem razmišljam. Vse to je. Po 1000 plus dnevih. Tako da, gremo na vizo, ali kva? Ja, pejmo. Ja, zdravo štoparke in štopari. Kaj? Ja, to je podcast. Ja, podcast je bil in še vedno je. Ja, in tudi bo, dokler bo. Pa kaj ne bo, pa ne več. No, kar pa je, jasno in glasno. Lahko pride samo v vdajo na nacionalki. Podcasta, to bi bila logična evolucija tega. A res? A res samo to je logična evolucija? Ne. Jaz sem že študiral. Ker je, ne. Ne, na BBC-u bi si jo zaslužil. To sem vedel, tukaj to mi je manjka. Nacionalka, pa se nisem mislil našo. Kdo pa našo resno jemlje, lepote, prosim, pizda. Smo zmeraj vedeli, da je BBC edina nacionalka, ki se gleda. To je res. Se še na nacionalki je tako. Ja. Ampak to je, mislim, čeprav tudi BBC ni več tako meril. Ne, imajo tam svoje probleme. Imajo tudi svoje probleme, ne. V glavnem. Ja, v glavnem. Mi smo še vedno. Aljo? Peli. In zi. Ja, stop! Pizda. Slavka, to smo pozabili. Ja, Slavko, prosi Slavko. Da je -2. Per 15 si imel Slavko. To je bil, kako bi rekel, dober estimated guess. Ja. Se bo Slavko povedal, da je bilo točno. Hvala Slavko, ker nas razumeš. Ja. A veš, ko smo se spomnili na RTV-ju še na Slavka? Ja, že to podzavestno ga upoštevamo. In sem že mislil, da smo ga že čez dali, veš, ko je bil RTV čez. Čeprav se je bil še intro. Dobro, kakorkoli. 15. Ja, tukaj pride prostor za zahvalo, v kakršnikoli obliki nam jo nudite, finančni, posluški, z vsem pač. Ja, psihični. Tudi rejki sprejmemo, če ga znate vršiti čez mesto ali pa čez pol države. Vršite rejki. Ja, in znajo, rejki, a ni smisel rejki, da ga vržeš. Jaz sem tako razumel. Kako se bez naše čarovce razumel, rejki moraš metati. Jaz se ga eksklušce dubu. Loga tudi tako podajaš, ampak na bliz. Na bliz. Loga pa na roke. Level 1. Polaga level čarovca. Level infinity. Ja, če ga pa vržeš iz sostrga v centru. Kjerkoli si pač. Jaz sem ga dubu, zdaj, resno. Pele rekel, da ste čuti tako. Da je bilo. Kad si naša čarovnica nanudila. Skratka, vršte rejki, no. Ja, vršte rejki, lahko pa tudi malo trenirate. Kakorkoli, se podružite malo z nami. Zdaj ste malo več, ampak še zmeraj ful dober in mirno, tako da super. Pa fotke iz Dneva brisače, poglejte, so tam največ. Verjetno. Na Instagram se mi ni dal dati. Mislim, najbrž se mi še zdaj ne da, ker to poslušate. Bo enkrat mogoče. Ja, ker smo pa pri tej podpori, če bi radi, da imamo na Instagramu kaj prej, pa hvala za seribe.si. Skratka, pojmo pa pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Mislim, da smo bili pri prvem poglavju 6. knjige. In vse se je pripravljalo na nek v bistvu intervju, ne? Točno, imeli smo Trillian Terminator Astra je imela pogovor z ogledalcem, ne? Tako, ja. Kaj je bilo kar divje. Nisem ogledalce ni prizanašalo, moram reči. Ne, res ni bilo prijazno. Zdaj se pa pripravlja na nek intervju, ne? Ampak zdaj moramo dati pa kvarnik, če je to.
A imamo še kaj iz prejšnje epizode? Saj po mojem tudi. Nismo še povedali, s kom je. Nismo. Ne, nismo povedali. Nismo. Ne, seveda, pri zavesi smo končali. Ja, tista žametna taka, ki je tale naša. Ja. Evo, danes smo pa pri žametni zavesi. Ja, danes smo, kakšno na ključe. Ja, mislim, ni na ključe, ne? Gledalcev na stran, ki je tukaj, ampak to je zdaj že spet kvarnik. Kaj smo pa pri tem pa kvarnik? Si ga prej že omenil. Ja, vse je, mislim, že je. Ja, dobro. Noč. Zdaj smo pa v bistvu, kaj je to četrti del prvega poglavja. Tukaj je še to, da je bila to, kar sta vidva že prejšnji teden povedala, ker sem jaz hotel Tančičo skrivnosti zavideti, da je bila včasih najboljša novinarka v Galaksiji, ampak da je to bilo včasih. Ne? Ampak da pa že začela omenjati hčerko pa to. Ne? In pol naklada, kako se je, mislim, naklada, razlaga, kako se je random čutila zapuščeno, pa se je človek ne zamerne. Ker je ona pač skozi imela službo. Ne. Ja. Skozi del. To smo že rekli. Ja. Pa se je tako, mislim. In pol imamo tega zapuščenega otroka, v bistvu, ki si je želel biti viden. In kam je to pripeljalo? Ja. Ja, v bistvu, včasih je to pri teh, ki si želijo biti videni, že pol vse en kdo gleda, sam da so videni. In imela je pa pol tudi ambicijo. Ne? V bistvu je želela biti opažena strani staršev in pač tudi presežiti svoje starše. No? Oziroma, saj mama je bila bolj ambiciozna za očeta. Vemo, da... Čeprav... Mislim, ona si je želela z nekimi zgodbami. Kralj sendvičev, mislim, je kralj, ne? To ni tako šloh titula. Naziv, ne? Saj v moje knjigi, ne? Kralj je kralj, ne? Če se spomnim, sem bil kar navdušen nad tem delom. Mislim, Donske je recimo... so popularne te kuharske vdaje, pa ti kuharski blogi, pa to, zdaj bi so v bistvu ti šefi, so v bistvu jak na TikToku. Ja. Sandwich of the week. Mislim, sploh še kakšen tak, ki bi samo sendviče delal, recimo. Da bi res... Ne. No, Arvi, sendvičarna Arvi, pustimo to, ne nočete jed gledati. Mislim, sej... Ne damo v zapiske, kul. Ne, ni treba. Dobro. Kogar bo doletel, ga bo doletel. A je to bolj, kako bi rekel, ta caution retail? Ne, to ima en stric, tam, ne vem, zakaj mi preleti vsake tok cajta tam na Facebooku, ki zalutam in mi ga vrže, ne vem zakaj, ker nam nikoli avta verjetno, ki ima višji cenovni razred, ampak se boriš še z neko sendvičarno zraven salona in dela neke sendviče, ki imajo po avtomobilih imena. Očitno je Facebook ugotovil, da si petrolhead in da ti to pritiče. Ti imaš rad avte? Ti imaš rad avte? To se reče zdaj. Ja, res je. Ja. To je cetrm, valjda. Nisem prvič slišal. Očitno nisi, ker če bi bil, pa bi vedel. Ampak Facebook pa tega ne ve, kar ti veš. In pol ima take, ali kaj? Ja. Abart. Jaguarja. M8. BMW gaj. Ja, precej. Esta dolg, veš. Nismo, razumem, zakaj ni zapiskam. A si probo že sendviče? Ne, nisem, ampak sem pa že rekel, ker... Kje pa ima to? Brezovca. Precej pretirava s stvarmi noter, tako da ne vem zdaj. Bomo dali v zapiskah atmosfercem, oni so te sorte podcast, ki imajo to publiko, ki bi šla to poslušati. Se najbrž tudi pri nas, je še petrolhead, ampak procentualno manj. Mene zanima zdaj, pizda. Da bi se zapalal? Ja. Brezovca ni delč. To lahko gremo tudi z Urbano. Evo. Ga zdaj, ko že pele. Sam res. Bomo pa sparali na budžetu. Dobro, lej. Ampak v glavnem, zdaj, če bi delal sendviče, pa da bi bil na nekmu, bi si lahko na YouTubeu verjetno kar nek hud krog zgrado. Sem pa prav pogledal, če obstaja kakšen sandwich guy na YouTubeu ali pa na TikToku. Zihar je.
Kralj sendviča. Mislim, a veš pa, da bi si dal še ime kralj sendviča. Ja, pa da moj Artur ime je stari zba. Pa da je v šlafroku stari, še dela. Stari, to je bilo pa top. To je bila svetovna stari. Pa da je v Innsbrucku. Top. Ne sme biti v Innsbrucku. Mora biti v Islingtonu. Če že kje, zdaj po moje je draga najemnina. Se to po moje laži Innsbruck je cnej. Ja, ne vem, tudi ne vem, če kaj dost. Ne, tam imaš pol, veš, to imaš pol ta štoparski turizem, ne, ker ljudje pridejo pogledati na Travnik, pa zraven Travnika imaš stari sendvičarno. Sendvičarno ob koncu vesolja, narejen. Pizdejo. Osnovna ideja 1308 in koliko že. Sam ta je malo omejena, ne, glede na... Kaj je omejena, veš, koliko je Hupi Frudo po svetu. Ne, to ja, ampak moraš biti v Innsbrucku, ne, to mislim. To je treba pa z avstrijskim, evropska sredstva, da avstrijski turistični zvezi da direktor let do najbližjega letališča v Innsbruck. Zakaj ne bi mogel imeti, ne vem, sendvičarne Lamuela v Ljubljani? Ja, komo, cej... Čak, to je pa odboviso še boljš. Ja, seveda, zakaj bi mogel iti kaj, ne? Ne, zakaj ne? Mislim... No, če imate radi sendviče, če ste se v 5. knjigi, kaj je Artur začel sendviče delati, res počutili, pokličite, pa naredimo to Lamuelo s tole sendvičarno. Imamo ideje. To je res dobro. 1233. Kaj še 1380, pozabim. Okay. Ampak to je že 100 več. To je res. Do konca epizode ne vemo, če bo še kakšne, ker danes so bile kar 2 dobri. Smo na... Za 10 naprej, pa za 10 nazaj. To je kaj že kaj že Shark, Business Shark, ne, kaj že... Shark Tank, to smo mi. Shark Tank. Inkubator idej. Te silicijevi Silicon Gardens nimajo pojma, tako da revo pokliče, rabiš kakšne ideje, mi imamo kar treka. Imamo, Sunday, show me the money. Ta ideja je res dobra. In pa imamo še rešen problem, ki bomo naslednji let praznovali dan Brisače, ki ga bomo v Lamueli. Narejen, čak. Bum, narejen. Pa veš kaj, bliz FMF mora biti, ker tam so cene malo niže, veš, ker je tam malo bolj delčni center. Pa dost v njih, ki bi hodili tudi, če bili sendviči za nič. Ne, sendviči bojo dobri. Ne, seveda, sendviči top. Top sendviči bojo. Pa itak ne, kaj vejo, ne, kvaj Lamuela. Sej to, ja. Ja, sej. Mislim, imaš ciljno publiko. Ja, moraš, Mohamed Gora ta moment. Tako. Ne, ker te pol začnejo z celega sveta obiskovati, veš. Ker je sam nekaj en kraj, kjer imaš Lamuela sendviče. Tako. Ja, to pa je nekaj. To je predobro, to bom dal ven. To v bonus epizodi. Kje smo bili random? Intervju. Tukaj smo. No, v glavnem, njena ambicija in vse skupaj jo je pripeljala do položaja predsednice. In ne države. In to galaksije. Mogoče smo že rekli, ampak lepo smo še enkrat rekli, dramaturški lok je bil tudi dober. Ful. Puška pa to. Čez eno idejo. Kaj radi omenjamo, puška pa to. Stari, čez idejo o sendvičarni Lamueli je prišla. Puška je bila že prej, ker smo omenili ščirko. Valjda, itak. To je bilo jasno. To je narejeno. Valjda. Mislim, to sploh. Naredil lep gre lahko, da mi to naredimo brez onih efektov, kar tako. Žvuš. V glavnem, kaj se je pa pol zgodil? Zastor, jaz sem še letle, zaprt zastoru. Isto žameten. Ker je bil žameten, ker naš tukaj pa zahtevala ga je, ker si pač to lahko dovolj. Se predsednice galaksije je bele. Valjda. In pa je prišla mater na oder. In to je bilo še kar briljantno, da je po vsem triljenem obrazu je pustila svoje podpise lepotna kirurgija. Ker zmer bolj si predstavljam, da je nek Terminator moment. Ali bi bak. Pa bila je videti mlajša kot svoje hčerke. Ja, to... Mislim, ne vem, ker sem jaz videl tako uživo teh primerkov lepotne kirurgije. Mogoče se bolj... Teh dobrih. Mogoče v teh... Jaz ne vem, če je kaj dobrih sploh. Ne, se je to, kar vidiš, to pa ne bi smel videti. Ne bova zdaj zahajala v tisto, kar nekega mladega nekako popravijo, mogoče poravnajo nek nos ali pa neke stvari, ki so mogoče za te lepotne standarde današnje
ali moteče, ali pač tistmu so moteče, ki pač to nos, ne. Ampak to, kar si potem starejši ljudje delajo. V tem primeru, kar je tukaj govorimo. V tem primeru, ker tukaj, ker pa začneš loviti mladost, ne. Ja. Takrat se pa nobenemu ne posreči. Ti se pa nažalost vidi. Ni posrečenih primerov. Ja, točno to. Vidiš, da je narobe. Če si Brad Pitt. In to so... Mislim, če imamo toliko malo, da po mojem, mislim, jaz najbrž ne opazim. Dobro, tega tudi živo ne vidiš, ne vidiš. Tudi res, mislim, takrat sem ga videl v filmu od Tarantina, pa sem rekel, je bil na streh zgore, brez sem rekel, pizda, koliko je Brad Pitt star. Vse vem, Industrial Light and Magic, pa to vse. Ampak, veš, sem šel gledati in je bil star nekim 50, ne sem rekel, pizda. Redko, kjer človek zgleda 50, pa tudi če odmisliš dobro, ampak to je efekte pa puder. Workout, ne? Recimo, tisti, ki je bil gor, zgleda pač workout. Se ni, a veš, govorimo o tem, ki so ljudje... Ampak še bolj nazoren primer imaš, ne vem, recimo pri Tom Cruiseu, ne? Ja, no, tudi jaz. Ti se pa že malo navaren. Kar je v filmih igral. Ti se pa že malo navaren. Mislim, v dvojki Top Gun zgleda mlajši kot v ekipi. Ne upam si je gledati zaradi tega. Res malo tak Dorian Gray. Moment. Ti se res še kar, mislim, tako... Dobro, ampak za njemu, a veš li, on tudi tam dela svoje lastne kaskaderske zadeve. Samo on ima tudi cryogenic chamber, ki se zamrzuje. Brad Pitt gre najbrž samo v telovadnico, ki je bil ta stara šula, čeprav najbolj starejši od Tom Cruisa, ali pa tam, po mojem. No, se nima veze. Ja, ne veze. V glavnem, ja. Ja, no, ona da saj to z ustrajno telovadbo. Samo, veš, to si lahko prvošiš, sam če si vrhunski hollywoodski igralec, da vsak dan greš od ponedeljka do petka od 9 do 1 v fitness, pa malo plavati, pa pa tretne, ja, veš. Še prav, David Goggins? Ne. Huberman? Ne. Še tretji Krevic. Ja, ok, on je Madonna, to videl, ne, mislim. No, on pa več ne piše komado, ampak je samo v fitnessu. Ker je očitno pri muski, da ni več to, kar je bilo. Ne rab. Se pa vse nekaj novega dela. Sej je Leli Krevic, se je v redu, sej žge, pa une rife ima ta dobre, ampak ima pa six-pack ful boljši. Oja, res je. Mislim, ker včasih je imel komade boljše, kot six-pack, zdaj pa pač kodra. Nek mora jeti, ne? Ja, nek moraš imeti nek outlet. To mi je pa zanč, ali smo se pogovarjali že tle, da mi je pol Instagram dal, ne vem, kam je dal. Nekaj, to je pa... In on v leder, na Twitterju sem videl, v leder hlačaš pa v kavovskih škornjih, pa on une trebušnake napune, razumeš? Ja. Meni je bilo že... To je vse fake, to je vse chat GPT je bo vas pas. Pred 20 je bilo že malo zoprn, pa bomo del do kdaj, a veš, koliko še, pizda. Do kdaj še sem skepsis in napisal glav. Pa s tem tekmuj, pizda, kot normalen odrasel ne tekmuj s tem, ne, s temi... Ja, drage poslušalke in poslušalci, to je zdaj tretja ideja / nasvet, to je bolj nasvet, ne. Če hočeš imeti six-packe k Leni Krevic, morate najprej napisati Are you gonna go my way. Po tem malem. No pa še ene 12 ali 20, kolikor jih je imel teh... Lahko pa sam greš v telovadnico, pa pač delate to. Se da verjetno. Bi rekel. Stari navadnega človeka ne spustijo v leder hlačah, pa v bucih. To je pa res, ja, to je pa res. Ne boš prišel. Pa če priješ že note, te pridejo iskat. Mislim, itek da je najprej ne vidi redko, kapeli rekel, ne bi not prišel. Ne narediš 100 repsov, stari, nikoli. A ne, kako ne. Že pridejo tehniki. Gospod, malo si se zgubil. Tu ne pride varnostnik, to pride tehnik. Bela hala. Dobro, ali bomo mi spalali to? Ne. Koliko je ura? Ura je pol pa čez. Ja, to je to. Ja, kaj? To je to. Zdaj bo jaz moram jati. Ne, jaz bi rekel, ne, sej boš prav, jaz bi rekel, dajmo reči, Pečilo obešalnik, zdaj intervju se začne, Triljan pride na oder, ampak pred presenečenjem in pa jaz to gasnu. Pečilo obešalnik, ker presenečenje je to klepo, ker se moramo v tem pomeni drug teden. Kamo pa drug teden delati še ne tega. A veš, tako da ja. More biti presenečenje. Pa zdaj, med pauzom šel v fitness, ki ga imamo tam na fermi, šel malo trenirati. Zdaj grem.
Da je pa se upisati do fitness pa čez 3 ali pa 7 let, ko bomo imeli take dušake. Tako prideva v leder hlačah. Prideva pa v leder hlačah, zdaj ne zgleda. Zdaj ne bi šel. Ne. Moram pa tudi nabaviti leder hlače. Kje pa to dobiš sploh? Leni Krevic, mrč.com. Zikr ima svojo kolekcijo. Mislim, če ji nima pa ideja 1309 in neki. Leni Krevic, mrč penc. Pa smo mislili, da ne bo šlo še ene. Ledraste hlače imajo takoj čez mojo, kar sam ne vem, če vam bojo všeč. Te so za Innsbruck, ti se niso to prave. Ne ti. Res jih tudi pri nas delajo, sem slišal. Edelweiss. Jih tudi pri nas delajo, sem jih videl že. Se dobro, da smo že imeli komad tedna. Skratka, kje smo stali? Večino vešali, ki je bil, meni se zdi že, če pa ne, pa zdaj še enkrat. Ker te Edelweiss res ni treba slišati. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čist do konca epizode, v kateri smo vam razkrili to, Peli kaže 3 neverjetne poslovne ideje. To je zdaj že biznis podcast. In če jih mi ne bomo naredili, pa če jih vi ne pa smo vsi skupaj brez uvrstimo verjetno v top finančne podcaste na svetu. Jaz bom kategorijo bom se delal finance na mest science fiction bom dal finance. Se to je ponavadi isto. Še zmer berem Taleba in Črnega Leboda in večkrat omen. Pol knjige je o tem, da je to science fiction. Tako da, to, če bi radi delili z nami idejo 1490 ali pa 7, ne vem koliko, to, naslednjo poslovno idejo se vidimo, slišimo na Discordu, upravičujemo, se je pošiljati na Discord. Če ste pa pred 1 uro sedeli z nami in pili pivo, pa rekli, da bi poslali razglednico, pa dik lahko. Ledej, se naslov pa veš. Naslov pa veš. Tako da, že vnaprej hvala lepa tudi vsem ostalim. Tako da, to je pa to, ne. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe. .si. Think Tank, hvala. Think Tank out. Pa ne, se je 36. Pa tudi Jerryjev estimate, da smo se sam 5 minut pogovarjali v epizodi, se je izkazal. Je bil on point. Jerry, bravo. Sam ta sandvičar. Zabužila. Res si harto zudni. Sandviče znamo vsi delati. Ja, sem tudi dobro. Ja, pa stari, to moraš najprej, preden se tega lotiš, moraš imeti najprej res se lotiti pač tako, pa probavati stvari, pa ugotoviš, kva gre skup, itek imaš tek receptov, pa jih probaš, se pravi, ali pogret, ali ne, veš, moraš imeti nekaj topoga, ki smačkas, oziroma mačkas, ki spijan, hočeš nekaj po moje topoga, ne semič. Stari, enega za zjutraj, enega strgano svinjco. Ja, strgano svinjco, jajček, poširan jajček čez, ki ga stisneš, da zateče, stari. Svinjica pa jajček. Stari, narjen. Koliko je 17 evrov, granate? Ne, vse cene so pa na 7, 14, 21, če imaš pa te veliko komplet za 2, pa 42 evrov.